Noro mi je všeč, kako je ratal. Zdaj mi ga bo škoda sprati dol, tako da absolutno naredim par selfijev in jih odpošljem mojemu fantu v Španijo. Danes vas čaka en glamurozen video. Posnela sem tale tutorial z ekstra velik make-upa na svojem obrazu. Uporabljala sem tako bleščice, eyeliner, umetne trepke in potem vse ostalo sem poskusila obdržati kakorkoli minimalistično se je dal. Tako da definitivno je primeren za zdaj, za praznične dni, za proslavljanje, za zabave, za žurke, fešte. Tako da, če te zanima, kako sem ga ustvarila, pol, glej, seveda naprej. Začenjam s prvim izdelkom in sicer gre za Nuxov Eclat, ki naredi tako mlado in pa sijočo kožo, anti-age je hkrati, tako da gre za nekakšen serum. Tale serumček je fajn, zaradi tega, ker kožo tako malo res gladi, je tudi ekstra mehak, tako da se prav čuti, kako je koža pocrklana in tudi zagotavlja rezultate, da v 14 dneh opaziš, kako so tvoje poteze bolj mehke in te nepravilnosti tudi odstranjene. Me pa nadaljujemo s podlago. Danes sem uporabila Revlonovo tekočo podlago in sicer njihov Color Stay Makeup Foundation. Moj je v odtenku 330 Natural Tan. Uporabljam ovalne čopiče, ki mi bojo pomagali hitro zabrisati podlago. Podlaga je gor, na vrsti je LA Girl Pro Concealer korektor. Nanesem ga pa kar bogato pod svoje oči, ker želim prekriti podočnjake in vse nepravilnosti, temne kolobarje. Malenkost tudi na vrh svoje ustnice, na sredino in to je to. In korektor zabrišem svojo Beauty Blender, ki jo uporabljam prvič. Predhodno sem jo zmočila, zato da se je povečala in da je tapkanje po obrazu veliko bolj enostavno in tudi zabrisovanje zaradi tega lažje. Super. Super zabriše. Impresionirana. Res tako vtisne podlago oziroma pač v tem primeru korektor v kožo in zabriše vse sledi, da vse skupaj izpade zelo naravno, pač kakor je lahko naravno pri podlagi in make-upu, ampak ja, ful lepo, ful lep rezultat. I love it, super. Naslednja stvar je od Milania Prep Set & Go, gre za transparentni puder v kamnu, v prahu. Vzamem ga na tak širok čopič od Art Decoja in samo nežno pobrišem po svojem obrazu, s čimer bom v bistvu zavarovala in podlago in korektor in tako bo moj make-up zdržal res celo noč, kamorkoli se odpravljam. Naslednja zadeva je tale paletka tudi iz Londona, ki sem jo prinesla s sabo. Gre za znamko Rimmel London in gre za krasen trio v bistvu z osvetljevalcem, konturo in pa blusherjem. Jaz sem danes uporabila malenkost kombinacije bronzerja in pa blusherja in ga bom nanesla na svoje ličence. Vzamem tudi tale highlighter in ga poknem tik na vrh svojih ličenc za malo dodatnega sijaja. Ta lesk je zdaj ekstra primeren za decembrske zabave, za najdaljšo noč v letu. Tudi malenkost pod obrvi. Obrvi moram še narediti. Nujno. Glejte, koliko imam svetle. Vidiš? Noro svetle. Ne maram svojih obrvi. In pa tudi malenkost na vrh svoje ustnice. Ja, takoj se vidi, kako se v bistvu ujame svetloba in se vse skupaj malo zalesketa. Milania blusher v odtenku Coral Cave je na vrsti, ker vsem želim malo bolj te dodatne roskaste barve. Dobro, koža zaenkrat recimo, da jo pustimo pri miru, da sem zadovoljna, kako je izpadalo vse skupaj, oziroma zelo zadovoljna. Na vrsti so naše obrvi, definitivno. Danes sem uporabila dva pripomočka od znamke BU. Prvi je njihov Natural Brow Deep Liner. Gre za v bistvu dejansko tak čopiček, kot smo ga vajene pri eyelinerju.
In zato, ker je izdelek zelo pigmentiran, bom imela čisto rahlo roko. To so naše obrvi z Deep Linerjem od BU znamke in zdaj uporabljam tudi njihov eyebrow gel. Tole je v taki črni barvi. Kar bo pa v bistvu naredil je pa, da podaljša malo dlačice, tako naredi jih malo bolj košate. Tak look, ne? Kot da so malo bolj košate. In pa tudi zavaruje. To, kar smo zdaj naredile, bo torej ostalo na našem obrazu res celo noč. Ok, in ko se z obrvmi zamudiš približno 1 uro, lahko nadaljuješ svoj make-up z naslednjim korakom. In to so naše veke. Danes se bomo v bistvu prav tako, si bom dala duška. Glede na to, da bleščic v drugih obdobjih leta ne uporabljamo, si ne drznemo jih uporabljati, bom danes uporabila 2 produkta. Prvi je od Nube, ki bo v bistvu vse skupaj tako mal taka lepljiva tekstura je, tako da bo poskrbela za bazo telim bleščicam, ki so pa čist divje. Jih pokažem. Dejansko gre za pač prah bleščic. Upam, da ne bojo po celem stanovanju. Mami, upam, da ne gledaš. Najprej je treba nanesti nekaj, da bo veka pripravljena. In zato bo poskrbel od Wet n Wilda Eyeshadow Primer. In da boste lažje spremljale, vas malo približam. Takole. Najprej bomo vzela iz tele Vicom paletke, ki sem jo kupila v Italiji, tako da pri nas se je ne dobi. Teli 2 senčki bom zmešala, gre za senčki z mikrobleščicami, čudoviti 2. In to bom zdaj nanesla tik pod, oziroma tik na svojo očesno gubo. Je pa izredno pigmentirana tale paletka, tako da imam čist nežno roko, ampak pigmentacija je bolana. Propelam ga tudi, torej tale odtenek malenkost dol k trapalnicam, da ustvarjam tako kaj eno V črko. In zdaj poskrbim samo, da tole senčko fajn prenesem levo in desno, zato da bo fajn zabrisana v veko. Naslednji korak je tale Nubina, kot rečeno, lepljiva senčka. Vzela jo bom na tak debel flat čopič, direktno nanesti. Torej na sredino, na center svoje veke. Ona že vsebuje malo bleščic, ampak predvsem gre za teksturo, je taka lepljiva, tako da se bojo te potem bleščice v prahu zelo fajn prijele. Z istim čopičem bom pograbila malo bleščic. Super. In jih nanesla na isto mesto, kamor sem nanesla to lepljivo Nubino senčko. I love it. Mislim, da se bolj svetem kot naša jelkica. Še malo bleščic sem vzela na ta ovalen čopič, zato da lažje pridem do notranjega kotička. Tudi bleščice grejo po spodnjem delu. Spet vzamem tole Viconovo paletko, združim oba odtenka in grem spet rahlo s tem čopičem za zabris. Čez te bleščice zdaj. Čas je za eyeliner. Na vrsti je korak z maskaro. Danes bom uporabila od Rouge maskaro, to dobiš v lekarni. Gre pa v bistvu za tako črno maskaro, ki naredi ekstra volumen tvojim trapalnicam. In ta maskara je taka res, tako se mi zdi, da lepo poudari trapalnice, torej res fokusira se na volumen. In v lekarni stane okoli 4 evre, tako da gre za res cenovno, zelo ugodno maskaro. Preden jo nanesem po spodnjih trapalnicah, bom vzela spet na tak ozko prirezan flat čopič, skupaj združena oba odtenka in jo nanesem tik po svojih spodnjih trapalnicah. Se pravi, isto to, kar imamo na zgornji veki, zdaj gre še pod veko. Mislim, da so šle bleščice po notranjem kotičku malo preveč na kožo. Vzamem Biodermino micelarno vodico na palčko in samo odbrišem stran. Ok, zdaj sem počistila bleščice, ki sem jih nanesla na notranji spodnji kotiček in namesto tega bom vzela, še zmeraj hočem, da je tam sijaj, ampak malo manj, da ne bo vsega
preveč, ok? Vzamem od Milanija enojno senčko, imenuje se Bela šifon. Nanesem jo z ovalnim čopičem direkt v bistvu v notranji kotiček. Mislim, da je to veliko lepše. In ker hočem vse bleščice, ki so popadale pod oči, odstraniti, zakriti, kakorkoli, bom nanesla še malo korektorja. Ki bo v bistvu tokrat služil kot redirka, ker bo vse skupaj malo počisto. Yes. Tole Milanijevo senčko bom dala tudi še malenkost za dodaten sijaj na vrh svojih ličenc. Mislim, da je to zdaj že zelo v pravo smer. Sledijo še umetne trapalence, ampak še prej maskara torej odruži po svojih spodnjih trapalancah. Lepilo Duo in pa Memo Lashes nove trapalence v Sloveniji. Vzamem jih dol s pinceto. In ko delamo tok dramatičen look, mislim, da je to eden od smiselnih korakov, ker umetne trapalence v tem primeru res naredijo veliko razliko. Okay? V bistvu cel videz še dodatno malo dopolnijo. Skratka, pod črto pašejo. Zelo seksi trapalence. Memo Lashes v izdaji Special. Memo Special. Ampak kot rečeno, vsi izdelki bojo polinkani na moji spletni strani, tako da boš lahko z enim klikom v bistvu videla, kje se jih da kupiti in kakšna je tudi cena. Okay? Ok. Kaj še sledi? Usta mislim, da ne. Usta pa malo še koža. In pol smo konc. Fertik. Ja, je že čas. Ta make-up traja kar dolg časa, zaradi tega, ker je poln enih detajlov in z bleščicami, ko delaš, pač moraš biti počasen in previden. Nadaljujem z lip linerjem od Rimla, ampak preden nanesem lip liner, nanesem še od Medexa balzam za ustance. Zdaj v zimskem času sem opazila, da zelo pomaga, če ga nanesem pred samo šminko na usta, zaradi tega, ker ustance izpadejo skupaj šminko veliko lepš, ni tistih razpokanih črtic, seveda logično, zaradi tega, ker jim damo malo nege, malo jih pocrkljamo. Zdaj pa lip liner v odtenku 063 Instant Snob. In ker ustance hočem danes obdržati rozaste, take lepe rozaste, bom uporabila NYXov Soft Matte Lip Cream v odtenku Tokio. Čakam par trenutkov, da se tole malo zasuši, malo gre v moja usta in potem bom nanesla še lip gloss in sicer od znamke Trended Up in mislim, da bo ta tudi dopolnil celoten look, ki ga imamo. Malenkost bom samo še dodala na lička rdečila, zaradi tega, ker zakaj pa ne? A ne? In to je končni rezultat. Prišli smo do konca. Malo vas še približam. Koža se sveti, lička so poudarjena, usta rozasta, bleščice na vekah, trepke umetne. Mislim, da smo ready, da ga zažuramo. Make-up samo še dopolnim z Kodalijevim Beauty eliksirjem, ki je moj must po vsakem takem dramatičnem make-upu. Namreč vse linije naredi take bolj zglancane in tudi kožo malo pocrkla. Pa še noro prijetnega vonja je, tako da super in pa zame nujna zadeva. Zdaj pa si ti ready za zabavo, jaz sem ready za zabavo, s takim make-upom boš definitivno pustila pečat, boš očarala in ti se boš dobro počutila, zaradi tega, ker je ekstra fin, prefinjen in glamurozen. Upam, da si v tutorialu uživala, še enkrat vsi produkti, ki sem jih danes uporabila, bojo linkani na moji spletni strani. Jaz vam želim en čudovit zaključek in preostanek leta 2016. Bodite še naprej tako fejst, kot ste. Obožujem vas, rada vas imam. Hvala za ves support v letu 2016, ki ste mi ga
izkazovale preko komentarjev, preko čajank, preko lajkov in skratka nasplošno se mi zdi, da ta naša družina je že toliko velika in toliko topla in zanjo, za vas, sem res hvaležna, ok? Bodite čudovite, torej še naprej, pošiljam vam ljubčke in se gledamo.